Tle pri nas je že kar dolga tradicija klekljanja. Po domač se je pri nas rekli parkolišerji, bilo je 5 otrok in starša sta vseh 5 naučila klekljati, ker v glavnem se klekljali dekleta oziroma ženske, ampak pri nas je tudi tata znal tako, da posledično so upali tudi z bratom se navadila vse tiste osnove. Brat malo manj, jaz sem pa malo več. Vem, da je mama rekla, pač ko sem bil ta mlajši sin, da vsi ostali so bili že v šoli ali v osnovni ali v srednji. Jaz sem pa sam doma ostal, pa sem bil precej živ, nahmahen in da bi me nekako zaposlila nekam, je šla vprašati, če bi me vzeli en let preden sem začel v osnovno šolo, to se pravi 66 leta, če bi me vzeli v klekeljsko šolo. V Žireh je bila klekeljska šola, učiteljica je bila Anda Grošelj in je šla vprašati, pa je rekla učiteljica, da ni problema, lahko sem kakšen mesec bo zdržal več povišene, ker fantje niso lih za, da ne bi to šli toliko od roka, ne. Ampak pol sem se fejst počutil, da sem pa kar zdržal 5 let. Vem, da sem bil dolgo časa edini fant, ko sem klekljal, pa mislim, da je še eden prišel čez cajt. Tako rad rečem, da v bistvu, da klekljam, a ne, so krive oziroma so zaslužne 4 ženske. Prva je bila mama, ki me je tista abeceda naučila, pol učiteljica Anda Grošelj, ko sem hodil tistih 5 let, a ne, pol zdaj, pol več kot toliko nisem, no, tam v osnovni šoli 7., 8. razred so bile druge prioritete, nisem klekljal. Pol začel sem malo spet tam 89., 90. leta, ko sem zelo rad radio poslušal, ker če klekljaš komot, poslušaš radio, televizor, malo težje gledaš radio pa komot, sem poslušal pač te o osamosvojitvi, ko se je Slovenija odcepila od bivše države Jugoslavije. No, in ko se je po Žireh začel ponovno malo bolj resno na tem delati, ko je Marica Albreht prevzela to tudi starejša, ne, in sem pa šel v ta društvo Cvetke, čisto v bistvu od začetka in največ me je pa Marica naučila oziroma največ znanja mi je podala, ne. Ko sem rekel 4., 4. je pa žena moja Vesna tlele, ker klekljanje mi gre v redu. Edino z ribcem sem pa bolj šel. Saj jih tudi naredim, ampak nekako mi ne ležejo, tako da jaz naredim ostalo, če so pa ribice zraven, mi jih pa Vesna naredi. Včasih jih je Marica delala, sem kje nosil, pa je pa Vesna probala, je uspelo, tako da ribico mi pa zdaj Vesna dela. Klekljam čez polletje, ne, v glavnem takole na jesen, ko so daljše večeri, več tema, ne, pa se takole oktober, november, december, januar se z Vesno pod večer usedeva, kakšno rečeva, pa malo poklekljava, pa gre življenje naprej. Jaz sem pa začel klekljati, ko sem bil 7 let. Takrat sem začel malo bolj rasti, pa sem tudi malo več jesti hotel. Pa je pa ati rekel, zdaj, če pa ne boš klekljal, pa ne boš za jesti dobil. In sem začel klekljati. Ne, se hecam, ni bilo tako. Sem pozimi atu hodil, staremu atu, ki je klekljal še do 95. leta. Pa me je res zanimalo, kako to kleklja. In sem ga vprašal, če lahko še jaz začnem, pa je rekel, da komot, naj grem v klekljarsko šolo. In sem tudi šel. In sem vprašal učiteljico, če lahko začnem. Pa je rekla, da komot, da lahko s prvim šolskim dnem začnem. In sem prišel in mi je bilo nekako všeč, sproščujoče. In
Potem sem pa klekljati začel. Pa sem celo osnovno šolo kleklal, pol, ko sem pa v gimnazijo prišel, sem malo nehal, ker v dijaškem domu je bolj tako, no, bolj težk. Pa zdaj, če se najde čas, z veseljem sedem za punkelj, pa klekljati začnem. No, pri nas vsi trije otroci znajo klekljati, vsi so hodili v klekljarsko šolo. Zdaj, več vidikov je, zakaj so šli tu, a ne, jaz mislim, da vse, kar znaš, je v redu, nikoli tudi ne moreš škodovati. Velik vidik, da sva se odločila, da se šli otroci pa v klekljarsko šolo oziroma da klekljajo, pa tudi to, ker pri klekljanju moraš sedeti pa delati. In v življenju, če češ nekaj doseči, če češ, da ti šola v redu gre, pa to moraš isto. Se moraš usesti, odpreti, biti pri stvari in pol gre. Pa tudi, če nisi ne vem koliko talent za to, če imaš zicleder, isto kakor pri klekljanju, da sediš in delaš, isto je z učenjem. Če se usedeš, da se učiš pa to, ni vrah, da ne boš obvladal tiste osnovi, katero pač se moraš naučiti. Tako da tu je bil eden glavnih vidikov, da sem jaz vztrajal, da se otroci navadijo klekljati. Saj ne mislim, da bojo v življenju še ne vem koliko klekljali ali pa. Nikoli ne veš, kaj ti, lahko ti pa ne vem, kdaj prav pride. Pa smo se v bistvu takole kot sem rekel, ko so dolgi večeri, čez zimo pa to smo se usedli za mizo, bili malo poklekljali, en drugim svetovali, popravljali in prav lep smo večer preživeli. Pa še zastopili smo se, pa otrokom se je fejst zdelo, če so kdaj več vedeli, kakor jaz ali pa Vesna, ko ste kaj povedali, da narobe naredimo. Jaz sem pa klekljala v osnovni šoli 3 leta, več se ni dalo, ker je bila takrat osnovna klekljarska šola zelo obiskana. Bi bilo več interesa kot kapacitet. Samo ena učiteljica je bila, Marica Albreht. Tako da po 3 letih pa jaz skoraj nisem več klekljano prijela v roke. Do zdaj. Zdaj, ko so otroci šli od doma, pa tudi jaz klekljam. Skupaj z možem, zvečer, pozimi. So dolgi večeri, pa me žlava tamle v kotu. Klekljati zdaj sem začela pred 3 leti, ko sem se včlanila v društvo Cvetk. In hodim tudi na srečanja v ponedeljkih, skupaj z ostalimi ženskami, izkušenimi čipkaricami. Tam se še kaj naučim, pa še kaj novega izvem. V bistvu zdaj ne, da bi se hvalil, ampak sem prišel na idejo, da bi tle v klekljarskem društvu Cvetke dali, da bi sklekljali vse evropske države in jih pol kot v en zemljevid povezali. In so tu ženske naredile in je bil še kar uspešen.